Pozdravljeni v novem Q&A-ju. To pot bom obravnaval sindrom nemirnih nog. Sindrom nemirnih nog je nevrološka motnja, ki povzroča neprijetne občutke v nogah in močno željo po gibanju. Običajno se simptomi pojavijo, ko je oseba v mirovanju, še posebej je izrazit ob večerih in ponoči ter pogosto moti spanec. Glavni simptomi sindroma nemirnih nog so nenavadni občutki v nogah. Občutki se lahko opisujejo kot ščemenje, mravljinčenje, pekoče vlečne bolečine ali celo kot občutek, da moraš noge premakniti, da bi občutke olajšal. Prisotna je močna želja po gibanju. Ko so noge v mirovanju, pride do močne potrebe po gibanju, ki pomaga začasno olajšati te občutke. Povečanje simptomov je še posebej močno ob večerih in ponočih, ko oseba leži ali sedi v mirovanju, na primer pri gledanju televizije, branju ali spanju. Posledično so pogoste tudi motnje spanja. Zaradi nelagodja in potrebe po gibanju je spanec temu primerno slabši, kar vodi v utrujenost in zmanjšano kakovost življenja. Primer, ki sem ga imel, je bil tudi 48-letni uspešni podjetnik, ki je že več let trpel za tem sindromom. Najprej so se težave začele neopazno kot blag nemir v nogah, ko je zvečer gledal televizijo, nato pa so postajale vedno bolj intenzivne, tako da je moral vsako noč preživeti več ur v gibanju, da bi našel vsaj malo olajšanja. Pogosto se je tudi zbudil ob 2-3 zjutraj ali pa se je vstal iz postelje ob 2-3 zjutraj, šel v avto, se 1 uro vozil okrog in nato šel nazaj spat, da je našel vsaj malo miru. Že od mladosti je živel v visokem stresu. Moral se je nenehno dokazovati očetu, ki je pričakoval popolnost, ga strogo nadziral in od njega zahteval samo najboljše, ker je v bistvu pričakoval od sina, da bo nasledil njegovo uspešno podjetje. Posledično se tudi seveda ni smel pravilno izražati, ni smel izraziti frustracij, ni smel izražati nestrinjanja z očetom, ker je vse skupaj potlačil in ta agresivna čustva in čustvene odzive preusmerjal v delo, šport in bil nenehno fizično aktiven. Še največji vpliv na njegov sindrom nemirnih nog je imel nezavedno zavračanje se posebej njegovega očeta in močen odpor do starševske avtoritete, ki ga pa zaradi samih družinskih razmerij in pričakovanj ter tudi navade, ki jo je sam razvil, ni mogel odkrito v bistvu izražati. Ta potlačena potreba po ločitvi, odhodu, odmiku se je vedno bolj fizično izražala skozi njegove noge. Dejansko je njegovo telo ali pa telesni del njega nezavedno želel pobegniti stran, se ločiti, odriniti tla od sebe in ustvariti distanco s tlemi oziroma starši, ki mu jih starši v otroštvu niso omogočili. Počasi je ta mehanizem odrivanja ta od sebe uveljavil kot kronični vzorec delovanja svojega avtonomnega živčnega sistema. Bil je v stalni napetosti, ki jo pa seveda nikoli ni mogel spremeniti v dejanski odmik od sebe oziroma od svojega očeta, od svojih staršev. Posledično je vedno težje spal in je vedno slabše deloval, vedno težje delal in imel vedno slabše odnose s partnerko in tudi s celotno družino. Najprej je začel teči zvečer, potem je vedno bolj kolesaril, ampak je ugotovil, da so se simptomi samo še poslabšali. Poskusil je tudi masaže, dodatke z magnezija, zdravila, ki mu ne bi pomagala, ampak se je stanje še kar naprej začelo oziroma se je še kar naprej slabšalo. AIQ je začel uporabljati in začel raziskovati svoje telo ter čustvene vzorce ter je v bistvu počasi skozi vaje in razlago spoznal, da
je njegova nezmožnost sprostitve direktno povezana s potrebo po nenehni aktivnosti in zatiranjem notranjega nemira. Oziroma, če ni bil nenehno aktiven, je postajal vedno bolj anksiozen, vedno bolj nemiren, vedno bolj napet. Skozi vaje je začel opažati, kako je napet in kako se ne more ustaviti. Izjemno težko je sledil navodilom, vodenje vaj mu je bilo vedno prehitro in v bistvu ni mogel prepustiti nadzora svojega gibanja nekom drugem, ki bi ga vodil tudi čez zelo enostavne gibe. Počasi je sicer spoznal, da se za to njegovo kronično napetostjo skriva dolgoletna, večdesetletna neizražena jeza, občutek nesprejetosti oziroma bolje rečeno pogojne ljubezni, ki se je razvijal že v otroštvu. Potem je z vajami postopno začel zmanjševati senzorno-motorno amnezijo, izboljšal telesno zavest, začel dvigovati čustveno zrelost in se začenjal učiti, kako umiriti jezo na zdrav način. Začel je vedno bolj vplivati na simpatično oziroma kronično simpatično stanje avtonomnega živčnega sistema, na začetku predvsem z AIQ dihanjem, potem pa vedno bolj tudi z AIQ vajami. Ker je v nekaj mesecih rednega izvajanja in učenja AIQ logike, principov in filozofije se je začelo kazati kot malo boljši spanec, malo večja mirnost in se je zjutraj vstajal vedno bolj spočit. Opažal je povezavo, da bolj ko se lahko vsaj začasno umiri skozi vaje, bolj lahko v bistvu razume sebe, bolj se lahko nadzira in zmanjšuje kronično napetost, ki jo v telesu ima in ki mu v bistvu onemogoča, da bi zavestno razumel, kaj počne, in je ta podzavestni telesni vpliv notranje potlačene napetosti na njegovo vedenje, na njegovo življenje bil vedno manjši in je tako lahko v bistvu povsem počasi prevzel nadzor nad vplivom preteklosti na njegovo sedanjost in je začel tako postajati bolj učinkovit v reševanju problemov in je zmanjševal strah pred tem večernim in nočnim nemirom, ki mu je v bistvu ki ga je spravljal v strah, v odvisnost in v nezadovoljstvo ter še posebej močen dvom, kakšna bo njegova prihodnost. Kako AIQ pomaga pri sindromu nemirnih nog? Predvsem s tem, ker z njim, z vajami in z razlago postopoma povečujete zavestni vpliv na telo in posledično seveda tudi vedno bolj se zavedate, kakšno imate telo oziroma kakšno je stanje v telesu v resnici. Seveda potem pride tudi močno razmišljanje, zakaj je do tega prišlo, zakaj sem tako napet, in postopoma skozi vaje in skozi dihanje pride do postopnega izboljšanja delovanja avtonomnega živčnega sistema, zmanjša se simpatično stanje, pogosteje gremo v parasimpatično stanje in skozi individualno obravnavo opazimo, da lahko zaupamo avtoriteti, da nam ne želijo vsi slabo in da lahko vedno bolj stojimo na svojih lastnih nogah, ker so tla, na katerih stojimo, vedno bolj naša in vedno manj pod vplivom naših staršev. Ključne prednosti so te, da se ne odpravlja simptome oziroma se ne ukvarja s simptomi, temveč se težave loti celostno in se poiščejo razlogi, zakaj je nekdo kronično nemiren in zakaj ima nekdo telesno stanje oziroma stanje živčnega sistema v tako močnem nasprotju z dejanskim stanjem, v katerem trenutno živi. Zakaj je v mirnem stanovanju zvečer, ko so stvari urejene, ko so stvari zaključene, njegov živčen sistem, njegovo telo nemirno, kot da ga čaka posebno stresen dogodek, nekaj, kar ne razume, kar ne obvlada, česar se boji, čeprav v bistvu ve, kaj dela, je lahko zelo strokoven na svojem področju, zelo učinkovit, ima lahko ljubeč partnerski odnos in življenje, katerega bi mu marsikdo zavidal. Seveda, skozi vaje opazimo, da
je vpliv okolja, v katerem smo trenutno, recimo okolja, v katerem izvajamo vajo, na naše telo naše telo in kako smo v telesu, pa nekaj popolnoma drugega. In skozi ta občutek in to zavedanje o primerni razlagi postopoma dosežemo to, da nam je lažje živeti v takem prostoru in da postopoma z višanjem čustvene zrelosti puščamo vplive preteklosti, ki jo seveda tudi vedno bolj razumemo, kot tudi vedno bolj razumemo, zakaj je v naši preteklosti bilo okolje takšno, kot je bilo, zakaj so se ljudje, še posebej naši starši ali eden od njih, vedli do nas s takšnimi, na takšne načine in iz takšnih razlogov, da začnemo potem vedno bolj razumeti, kaj lahko spremenimo oziroma tudi kaj moramo spremeniti, če želimo umiriti sami sebe. In z večjim znanjem in povezanostjo s telesom se zmanjšuje tudi nepotrebna aktivacija ali pa aktivnost simpatičnega stanja avtonomnega živčnega sistema in postajamo nemirni takrat, ko je okolje nemirno, in ko je okolje umirjeno, se tudi mi umirimo in seveda je tudi naš notranji pritisk vedno nižji, sploh zvečer, ko je dan zaključen, ko je primerno se umiriti in iti počivati, se pripravimo na nov dan in seveda se postopoma začne tudi potreba po kronično nemirnih nogah, s katerimi sproščamo kronično povišano notranjo napetost, vedno bolj zmanjšuje in na tak način počasi sindrom uredimo oziroma ga lahko tudi odpravimo. Hvala lepa.